Danes se nam zdi dostopnost do koriščenja električne energije samoumevna. Kako zagotoviti, da bo tako ostalo, tudi ob porastu števila električnih avtomobilov, ob morebitnem zapiranju jedrske elektrarne ali Teša ter ob pričakovano večjih potrebah po električni energiji? To je bilo eno izmed ključnih vprašanj posveta. Zelo pomembno je, da se širša javnost, to pa še posebej potem velja za politične stranke, ki so odgovorni akterji v našem družbenem prostoru, zaveda pomena vprašanj, ki so pred nami. Vprašanj, ki so povezana s tem, da se pričakovanja naših uporabnikov po kakovostni oskrbi z električno energijo povečujejo. Jutri moramo resno računati s tem, da bodo naši uporabniki imeli tudi električna vozila, še več toplotnih črpalk in drugih naprav, da bodo vključevali tudi male elektrarne. To vse postavlja popolnoma nove in večje zahteve, kot smo imeli do sedaj. Vse te novodobne naprave bodo priključene na omrežje, zato ga bo treba nadgraditi v bolj robustnega in močnejšega. Istočasno so politiki tisti, ki sooblikujejo prehod družbe v nizkoogljično gospodarstvo in ki lahko, zaradi morebitnih napačnih odločitev, prebivalce pahnejo v energetsko revščino, gospodarstvo v stagnacijo, okolje pa v degradacijo. To se ne sme zgoditi, zato nas je zanimalo, kaj menijo predstavniki strank, da je bilo ključno izpostaviti na posvetu še pred sklicom novega parlamenta. Prvi na mestu so ukrepi učinkovite rabe energije. Drugi seveda pridejo obnovljivi viri. Mi vidimo, da bo povpraševanje po energiji, po vseh oblikah energije in še posebej po električni, vedno večje. Energetski koncept Slovenije je dokument na državni ravni, na lokalni ravni imamo pa lokalne energetske koncepte in lokalne energetske agencije. In njihova vloga tukaj je ključna. Ključno se mi je zdelo, da je bilo izpostavljeno tudi pomen lokalnega področja občin in ostalih v povezavi. Najbolj ključno se mi zdi, da se je to zgodilo v Mariboru, kajti Maribor je na področju energetike odločilen. Energetika je pomembna za celo Evropo, saj kirurški nož, kirurška miza, telefon in ničesar ne deluje brez elektrike. Potem, ko so se praktično vsi, ob videnih tudi drugi gostje, Bojan Horvat iz SD, Andrej Umek iz SLS, Vlasta Krmelj iz SDS in Gregor Ficko iz stranke Dobra država, strinjali, da gre za izjemno pomembne teme, ki bi jih mogli strokovno obravnavati tudi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, se je predstavnik Levice odločil za konkretni predlog ekipe, ki naj bi ta resor prevzela v novi sestavi. Moj predlog je bil, da je to prepomemben resor, da bi ga politično oklepala neka stranka in sem predlagal sestavo, skratka, ministra in državnih sekretarjev, gospod Sovič, gospod Mervar, gospod Ficko in hudičev advokat Trček. Pa tudi kaka dama dobrodošla. Vrniti nazaj to, kar Maribor je bil in kar upa Maribor bo, energetski center Slovenije. Predsednik uprave Elektra Maribor se je kot večina zbranih v prostorih akademije nasmehnil, a ponudbe ni sprejel. Jaz sem že nekoč bil državni sekretar za energetiko, te izkušnje mi niso tuje, vendar zdaj sem predsednik uprave Elektro Maribor. To je funkcija, ki se v celoti posvečam, ne razmišljam o ničemer drugem. Mislim pa, da je pomembno tudi, da stroka, in jaz jo zdaj v podjetju tudi na nek način spodbujam, zelo aktivna. Stroka naj pripravi dobre predloge in rešitve, ker gre za veliko odgovornost, pravi. Odločevalci pa naj kakovostnim predlogom sledijo in se tako ognejo morebitnim slabim izbiram.